Pozdravljeni! Danes se najprej ustavljamo v občini Središče ob Dravi, kjer je pred kratkim bila otvoritev bioplinarne. Bioplinarna je v tem času že v pogonu in ima 4 zaposlene. Tako lastnik kot občina se nadejajo nadgradnji delovanja bioplinarne, ki bi prinesla še več novih zaposlitev. Kot je povedal mlad podjetnik Domen Jurša iz Ljutomera, ga je v občino Središče ob Dravi pripeljala ugodna klima za razvoj podjetništva in dejstvo, da je okolica središča kmetijsko področje. Ja, ta bioplinarna stoji na površini 94 arov in je moči 1 megavat. Ima 4 fermentorje, 2 plinohrama, kjer se hrani ta plin, ki potem poganja sam generator, ki proizvaja električno energijo. Zraven samega objekta pa je tudi silos oziroma deponija, ki je namenjena prostoru, kjer se deponira ta biomasa, ki je potrebna za sam zagon in proizvodnjo električne energije v tej bioplinarni. Ja, končni produkt bioplinarne je električna energija, toplota in pa fermentiran gnoj. V bistvu v 2 oblikah, v tekočem in pa v trdem stanju. Vsega separator ga na koncu, ko se proces zaključi, ga loči na trdega in tekočega. In ta gnoj je potem potrebno, oziroma najbolj pametno je, da se vrne na njive, iz katerih je bila tudi odpeljana vsa ta biomasa. Zaradi tega imamo tu veliko možnost tudi za vse kmete, ki z nami sodelujejo in tudi za ostale kmetovalce, ki bi želeli, da lahko dobijo pri nas ta gnoj in ga vračajo potem na svoje njive. Le tako na takšen način bodo potem njihove njive lahko tudi dovolj rodovitne in ne bodo na dolgi rok trpele izgub, pomanjkanje energetske vrednosti in vsega ostalega, kaj zemlja potrebuje za uspešno rast vseh ostalih surovin. Lastnik pove, da je za surovino poskrbljeno, nekaj je bo iz izvoza. Ampak lastnik si želi, da bi čim več kooperantov bilo z domačega okolja. Ja, v lanskem letu smo pridobili te biomase, recimo tam 60% v okolici same občine Središče, nekaj tudi v okolici Ljutomera, 40% pa približno z Madžarske. Saj na Madžarskem so neizmerne količine možnosti pridobivanja koruzne silaže in pa vseh ostalih travnatih silaž in vsega. Drugače pa mislim, da je dovolj, da ni nobenega takega problema. Saj, če se samo spomnimo, pred par leti še delovala tovarna sladkorja v Ormožu, ki je za svoje namene porabila po 8000 hektarjev se pravi sladkorne pese. Zdaj pa te površine v bistvu stojijo, oziroma nekateri kmetje sedaj sejejo karuzo, druge žitarice, nekatere se pa tudi zapuščajo in opuščajo. Tako da mislim, da ni problem samo z maso. Seveda želimo pa si v prihodnje, da bi čim bolj sodelovali z okoliškimi kmeti. Preteklo leto nas še mogoče niso toliko poznali, ki smo itak prišli novi v občino Središče iz Ljutomera. Letošnje leto pa pričakujem, da bo tudi glede na število sklenjenih pogodb, ki jih imamo že z predelovalci koruze in pa ostalih žitaric, travnih silaž tukaj v okolici, mislim, da bo še lažje, kot je bilo to v preteklem letu oziroma pretekli kmetijski sezoni. Začetkom delovanja bioplinarne pa lastnik svojih načrtov še ni zaključil. Računa, da bo izrabil vse potencijale, ki jih bioplinarna na določeni lokaciji prinaša. V občini Središče ob Dravi menijo, da je bioplinarna velika pridobitev. Vsekakor je bioplinarna Jurša 1, kot se uradno imenuje, velika pridobitev za občino, vsaj po mojem mnenju. Kajti nekako z zgraditvijo te bioplinarne so se tu odprla nekatera delovna mesta. Res je, da so to zdaj poleg lastnika še 3 delovna mesta, ampak glede na to, da podjetje Jurša, ki je zgradilo projekt 1, namerava dejavnost širiti, sem prepričan, da kar dosti delajo na tem, da se bo ta dejavnost najverjetneje širila, torej pomeni priložnost za širitev. Drugače pa je to predvsem priložnost, kot sami vidimo, za naše kmete, za naše kmetijstvo, kajti vidimo odziv, torej poljščin, ki so primerne za bioplinarno, je zelo dober. V tem sigurno vidijo svojo priložnost, torej po možnosti tudi kaj zaslužijo, kaj oddajo. Zdaj seveda, kot sem jaz dejal ob otvoritvi, jaz se v debate okrog tega, ali so bioplinarne pridobitev ali niso, ali je to sporno, torej predelava hrane, v energijo ne bom spuščal, kajti nekako vsi vemo, da je to strategijo, ta razvoj seveda z svojimi uredbami omogočila država. Po drugi strani pa, kot sem prej dejal, nekako kmetje očitno vidijo to priložnost. Torej država je tista, ki je nekako to zadevo diktirala, omogočila, po drugi strani pa na kmetijskem področju bo država marsikaj morala urediti, kajti vidimo, da je stanje v kmetijstvu zelo slabo. da je oskrba s hrano čedalje manjša. Torej, tu se morajo iskati vzroke, zakaj je
temu tako, zakaj je tisti, ki največ dela, to je kmet, v bistvu najmanj dobi, zakaj je njegova eksistenca torej vprašljiva. Pri teh bioplinarnah torej pa so te debate odvečne, kajti nekako tudi bioplinarna je na trgu dejansko z svojimi surovinami, ki jih rabi, in seveda kmetje se odločajo za tistega in tam, kjer torej vidijo svoj ekonomski dobiček oziroma možnost vsaj za obstoj. Gradnja rastlinjakov je eden izmed načrtov lastnika. Občina bo pomagala po svojih močeh, saj v nadgradnji bioplinarne vidi priložnost za zaposlitve, predvsem pa možnost za kmete. Lastnik je v gradnjo vložil 6,4 milijone evrov, od tega je kar nekaj kreditnih sredstev, kar pomeni, da bo potrebno poskrbeti za proizvodnjo in v bodočnosti za donosne nadgradnje. V krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu praznujejo 47. krajevni praznik. Med dogodki, ki se vrstijo že od 11. junija, je minuli petek bila osrednja proslava s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim v kraju. Proslava je potekala v obnovljenem kulturnem domu. Zbrane je najprej nagovoril predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Emil Trstenjak, ki je nanizal dosežke v minulem letu. Stopnice pri cerkvi in dostop do spomenika, pločniki, uredite škarpe, napis Miklavž, nepogrešljive ceste, 14 km preplastitev, novograden. Upam, da bo kmalu vsaka hiša v krajevni skupnosti imela dostojen dovoz k hiši. Kulturni dom, naš ponos. Pred časom so bile vse skupaj le želje, da bomo imeli spodoben urejen kulturni dom. Naredili smo, kar smo načrtovali in koliko je bilo seveda na razpolago sredstev. Domu smo dali zunanji izgled, napolnimo ga še z vsebino in kulturnim duhom. Kar pa se ni bati, saj naše društvo delujejo in nas vabijo, da z njimi delimo veselje in radost ob prireditve. Vsega tega pa ne bi mogli realizirati, če ne bili toliko moralne in finančne podpore strani občine Ormož in seveda župana občine Ormož, gospoda Alojza Soka. Iskrena hvala. Slavnostni govornik na proslavi je bil župan občine Ormož Alojz Sok, ki je Miklavževčanom čestital za dosežke in poudaril pomen dobrega sodelovanja in dobrega razumevanja med krajani. Kulturni program so svojimi mentorji pripravili učenci domače osnovne šole. Slišali smo veliko lepih misli, uprizorjenega Prešernovega povodnega moža in prisluhnili šolskemu mladinskemu pevskemu zboru. Skoraj teden je že, odkar sem odšla iz naše vasi sem dom. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internat je že star in v sobi še s 3 dekleti živi. Odšla sem, da
Med nastopajočimi je bil tudi Miklavški oktet, sicer dobitnik letošnje zlate plakete krajevne skupnosti. Na osrednji svečanosti so zaslužnim krajanom oziroma društvom podelili priznanja, 3 plakete krajevne skupnosti in kar 6 posebnih priznanj. Posebna priznanja krajevne skupnosti pa so letos prejeli Vlado Novak iz Kajžarja za dolgoletno delovanje na področju gasilstva in humanitarnih dejavnosti, Roman Težak iz Vinskega Vrha za udejstvovanje na področju gasilstva in športa, Natalija Pavšner iz Vinskega Vrha za aktivno delo na področju kulture in turizma, Darja Pajtler iz Miklavža za aktivno udejstvovanje na področju športa in družabnega življenja v kraju, Matej Lukman iz Miklavža za udejstvovanje na področju športa in družabnega življenja ter Alojz Antolič za dolgoletno aktivno udejstvovanje na humanitarnem področju. Bronasto plaketo je prejel Boštjan Kosanč, požrtvovalni gasilec in predsednik Miklavškega prostovoljnega gasilskega društva. Srebrno plaketo so ob 60-letnici delovanja namenili društvu upokojencev, zlato pa Miklavškemu oktetu ob 20. obletnici delovanja. Svečanost se je potem nadaljevala na športnem igrišču. Tukaj so za kulturni program poskrbeli domači folkloristi in spomnili na nekatere izvirne plese, pa tudi pesmi. Vse do trenutka, ko so se z baklami v rokah odpravili do mesta, kjer je bilo potrebno prižgati kres. V čas prazniku in dobri volji. Dogodki v okviru 47. krajevnega praznika v Miklavžu pri Ormožu potekajo že od 11. junija. Zaključili jih bodo v nedeljo 26. junija športnimi tekmovanji. Dan predtem, 25. junija, pa bodo domači gasilci praznovali še 90-letnico društva. Potekal pa bo tudi prevzem novega gasilskega vozila. V okviru 47. krajevnega praznika v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu je v soboto potekalo tradicionalno kolesarjenje, vaške igre in družabno srečanje. Dogodek, ki je v Miklavž privabil lepo število obiskovalcev. Letos je kolesarjenje po Vinskih Gričih v okolici Miklavža potekalo 5. Organizatorji so nad udeležbo bili navdušeni. Ja, moram reči, da ne pričakovano, ampak nadpričakovano, ne. Udeležilo se toliko kolesarjev, nismo jih toliko pričakovali, udeležilo se jih je dosti več in kar nas najbolj veseli, ne, je to, da so udeležili takšni kolesarji, ki jih prejšnjo leto ni bilo, pa so zdaj prišli, tako da moram reči, da je takšna razlika okrog 20 ljudi, tako da imamo vsako leto več oboževalcev in to nas nekako navdušuje, da se nekako to kolesarjenje vsako leto še boljše organizira. Moram reči, da je Praga bila kar zahtevna, kar 26 km je bilo približno okrog Jeruzalema, pol malega Brovnika, velikega Vrbovnika, Huma, pol smo nadaljevali proti Šalovci, pa se čez Zasavce, Vitam in Temnar in zdaj smo pri Miklavžu. Kolesarje so ob vrnitvi z kolesarske poti na dvorišču kulturnega doma pričakali zbrani krajani, ki so bili v pričakovanju vaških iger. Vmes so gospodinje tradicionalno kuhale ričet za vse. Kot je bilo videti, je ričet teknil tako čakajočim kot kolesarjem. Dišalo je več kot opojno, a so gospodinje z receptom bile skrivnostne. To pa je, ne smemo prvo izdati za ričet recepta, ker vsaka gospodinja ima svojega. Imeli smo 5 skupin in s tem vsaka ima svojo znamenitost in vsaka je pokazala svoje tisti pravi načrt in mislim, da je bil dober, ker tudi smo se gospodinje dobro potrudile in pripravile verjetno dober ričet, ker se je tako kar dobro pojedal. Ga je sploh kaj ostalo? Momentalno še ga nekaj je, vendar smo sklepali, da bomo ga več skuhali, ker bodo naši športniki popoldan tudi malo prodali, da bodo kakšen dinar zaslužili. Potem je napočil čas za vaške igre. V konkurenci za prehodni pokal se je v različnih veščinah pomerilo kar 7 ekip. Danes smo z mojci napravili 4 igre. Prva je Fata, se pravi Fata pomeni čistilka.
bodo določene stvari mogla pometati z ene strani na drugo stran. Drugo igro smo poimenovali Slepi voznik. Tam bo eden bo imel zavezane oči, bo samo kolnico pelil, drugega čez določene ovire, ki bodo mogel določene predmete na stolih pobirati in jih spraviti potem nazaj na stol. Tretja bo ena bolj tak za smeh, smo jo poimenovali Gor se sede, se pravi tekmujeta moški in ženska. Moški se sede na stol, da si balon med nogo in ženska mora balon v zadnjici počiti. Zato pa, ker je tako toplo, pa smo zadnjo igro poimenovali Voda in goba. Se pravi, gobo bodo namakali vodo in bodo se metali eden drugemu, na koncu jo žemali in bomo videli, kakšno količino vode bodo se zbrali. Smeha je bilo več kot dovolj, a tudi napetih trenutkov, da ne govorimo o navijačih, ki so pridno spodbujali svoje favorite. Kolesarjenje, ričet in vaške igre ter glasba za ples pa še ni bilo vse na velikem družabnem srečanju v Miklavžu. Za ljubitelje starodobnih vozil je bila na ogled še vrsta starodobnih traktorjev. Razstava je več kot popestrila dogajanje. Člani Štajer kluba hodimo zelo radi na lokalne prireditve, pa tudi čez na hrvaško mejo. Sicer gremo jutri, ki je mesa, popoldne ob 3 gre ena skupina v par traktorjev na Hrvaško. V avgustu 25. imamo dogovor z Radgonskim sejmom in tam se udeležimo dan kmetijske tehnike. Tam je sponzor zastopnik Štajerja za Slovenijo, Itro Ljubljana. In koliko članov štejete, koliko traktorjev? Članov je trenutno 62 družine, to so družine član, ki ima traktor, žena in otroci. Traktor je nekaj čez 30, nekaj jih je tudi še v obnovi, to so pomeni, da so razstavljeni, se obnavljajo, barvajo. Najstarejši traktor? Najstarejši traktor je ta 52-letnik Žaba, Štajer T188, dvocilindrski, 28 konjskih močima. Tako veselo je v soboto bilo v Miklavžu. Veliko dobre volje je bilo čutiti med udeleženci, kar pa je v teh časih več kot dobrodošlo. Sicer pa vas s pestrim programom v Miklavžu pričakujejo tudi ta konec tedna. Ob koncu šolskega leta si bomo privoščili še utrinke iz osnovnošolskih valet, ki so se zvrstile v juniju. Za devetošolce je valeta velik dogodek, takšen, ki se ne pozabi zlahka. Valeta je pomemben del slovesa od osnovne šole, hkrati pa za devetošolke in devetošolce edinstvena prireditev njihove mladosti. Tako se povsod po osnovnih šolah potrudijo, da bi bil valetni ples kar se da slavnosten in vesel. V družbi sovrstnikov, učiteljev in staršev je dogodek še prijetnejši. Priprava na valeto je navadno tudi ena izmed redkih priložnosti, da se mladi v družbi svojih vrstnikov naučijo plesnih korakov. Del valete je namreč vedno slavnostni ples. V občini Ormož je v vseh 4 osnovnih šolah osnovno šolanje zaključilo 121 devetošolcev, v Ormožu 39, v Ivankovcih 15, v Miklavžu pri Ormožu 20 in v osnovni šoli Velika nedelja 47. Največji izziv za vse pa ostaja prehod v srednjo šolo, nove poti in nova okolja. Predtem pa seveda še dolge brezskrbne počitnice, tudi tem bi veljalo zaplesati na pot. Župan občine Ormož je za odličnjake osnovnih šol v občini in za odlične v ormoški gimnaziji pripravil poseben sprejem. Prireditev je v prostorih Ormoškega gradu bila v sredo. Letos je na sprejemu pri županu bilo 37 osnovnošolcev in 2 gimnazijki, ki so vsa šolska leta bili odlični. Sprejem je potekal v galeriji Ormoškega gradu. Odličnjaki pa so za trud od župana oziroma občine prejeli knjigo in celoletno vstopnico za ormoško letno kopališče, ki jim jih je župan podelil takoj po priložnostnem kulturnem programu, ki so ga za letošnje odličnjake pripravili učenci osnovne šole Ivankovci. Tako za tiste, ki so končali osnovno šolo, kot za tiste, ki so končali gimnazijo, se začenja novo obdobje šolanja. Vsak je izbral svojo pot. Gimnazija Ormož. No in zakaj gimnazija Ormož? Ne vem še, kaj bi postal. Torej nimaš nekih načrtov posebnih za bodočnost? Niti ne. In kaj boš počel skozi počitnice? Užival. Si zaslužil, kaj ne? Seveda. Si se veliko učil? Niti ne. V Škofijsko gimnazijo Maribor. Zakaj ravno v Škofijsko gimnazijo Maribor? Zaradi načina njihovega delovanja, ne zaradi vere, ampak šola kot taka mi je všeč.
In kaj potem planiraš, kaj za bodočno študij? Študirala bom verjetno na Filozofski fakulteti v Mariboru, psihologijo, to me veseli. Gimnazijo Ormož. No in zakaj si se odločil za gimnazijo? Ker je blizu doma, pa lepo je urejena. Kaj pa računaš postati potem, ko boš končal gimnazijo, kaj boš študiral? Ne vem še, razmišljal pa sem o forenziki. Ja, zdaj pa bom šla študirati v Maribor na Filozofsko fakulteto in sicer dvopredmetnega študija, prevajalstvo, nemščino in pedagogiko. Si imela še kakšno alternativo morda v tem času za študij v bodočnosti? Ja, v bistvu sem vsa 4 leta razmišljala, kaj bi, pa sem se na koncu tega za to odločila, tako da mislim, da sem se pravilno. Jaz sem se vpisala v medicinsko fakulteto v Ljubljano. In zakaj ravno medicinska fakulteta? Ja, v teh 4 letih sem ugotovila, da me ta najbolj vleče. Si imela še kakšno alternativno možnost, kakšne alternativne načrte? Ja, v bistvu sem po malem razmišljala, kaj bi bilo najbolje izbrati, ampak upam, da sem se prav odločila in da se mi bo uspelo vpisati. Katja Munda in Barbara Kirič sta dijakinji, ki sta v vseh letnikih gimnazije bili odlični. Sicer pa so na osnovni šoli Ivankovci vseh 9 let odlični bili 3 učenci. Na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu jih je bilo 7, na osnovni šoli Ormož 9, ter na osnovni šoli Velika Nedelja 18 učencev. Družba P&F Jeruzalem Ormož in P&F Jeruzalem Ljutomer je v torek dopoldne v Zidanici Malek organizirala posebno prireditev za stanovalce doma starejših občanov Ormož in Ljutomer. Prireditev so naslovili Mlado in staro za prijatelje in dobrodelnost. Udeležencem je dogodek veliko pomenil. Udeleženci dogodka so se najprej z avtobusi popeljali na voden ogled Jeruzalemskih goric. Nato pa so se ustavili v Zidanici Malek, kjer jih je čakala vrsta prijetnih presenečenj. Zavedam se, da je veliko tega, kar je bilo ustvarjenega v preteklosti strani prejšnjih generacij, združenega v današnjih družbah P&F Jeruzalem Ormož in P&F Jeruzalem Ljutomer. Tudi nekateri med povabljenimi, ki so danes tukaj, torej upokojenci iz doma starejših občanov občine Ljutomer in Ormož, so med njimi, ki so pomagali soustvarjati podobo naših današnjih družb. Ravno zato, ker se zavedamo te dragocenosti in koliko pridnih rok je pomagalo graditi te naše družbe v preteklosti, tudi sami zelo skrbno in previdno ravnamo z vsem tem. Na leto obnavljamo veliko vinogradov, kar 25 hektarjev letno, in tako skrbimo tudi za nadaljevanje te naše tradicije. Organizatorji so obiskovalcem pripravili kulturni program, v katerem se je najprej predstavila folklorna skupina vrtca Križevci pri Ljutomeru in navdušila s prikazom otroških iger, ki se jih večina prisotnih še zelo dobro spominja. Sledil je pozdrav direktorice magistrice Andreje Komel in potem še pozdrav župana občine Ormož Alojza Soka, ki ni skrival navdušenja nad dogodkom in odlično marketinško potezo družbe P&F. Zdi se mi ena čudovita gesta to in danes je lep dan, taki pravični za takšno druženje. Družijo se upokojenci iz doma, ostareli iz Ljutomera pa iz Ormoža, še zlasti pa to zelo dobra zamisel, ker so mnogi od tih ljudi, ki so danes v teh domovih, nekoč v teh goricah delali, pa seveda tudi so tukaj iz teh krajev doma, tako da se nekako lahko skozi to spomnijo svojega, bi rekel, delovnega obdobja, svojega mladostnega obdobja, in jaz sem prepričan, da bodo zelo uživali v tem srečanju. In bi mora biti res bilo za razmisliti, da bi tako srečanje pa verjetno tudi bojo vsako leto organizirali. Ni veliko ljudi, je treba skupaj pripeljati, pa malo kulturnega programa, ki ga otroci z vrtca naredijo, pa je to. Po pozdravnih nagovorih je sledila simbolična zasaditev trte šipona. Zasadila sta jo strokovni direktor družbe P&F Mitja Herga in župan občine Ormož Alojz Sok, in sicer v spomin na prijetno druženje na Maleku, pa morda za vzpodbudo, da bi takšnih dogodkov na Maleku bilo še več. V nadaljevanju je nastopila še folklorna skupina, ki jo sestavljajo učenci 2. razreda osnovne šole Križevci pri Ljutomeru. Predstavili so se s pastirskimi igrami, od sprejema novega pastirja do igrice petelinčkanje, iskanje črnega ključa, pa nekaj pastirskih zbadljivk, ki so prisotnim še kako dobro znane iz otroštva.
Kulturno-izobraževalno društvo Kelih je poskrbelo za degustacijo vin letnik 2010. Nič manj pa ni navdušila degustacija arhivskih vin v kleti Zidanice Malek, ki je potekala takoj po kosilu. Sledili so še nastopi pevske skupine Doma starejših občanov Ljutomer in ženske vokalne skupine Objem ter pevca Ivana Švajgla. Pestro dogajanje na Maleku in nasploh odlična zamisel družbe P&F je navdušila prisotne. Za naše stanovalce to pomeni zelo veliko, pa tudi za naš dom kot dom, ki ima eno največjih razvojnih usmeritev prav odprtost. Kar pomeni, da omogočamo stanovalcev, da čim večkrat odhajajo v okolje, na različne prireditve in tudi naš dom vabi v naše prostore, na naše dejavnosti ljudi iz okolja. To je eno tako druženje, zaradi tega je tudi dom bolj normalna ustanova. Ja, navdušeni so in res veseli, da so nas povabili. Saj je to ena izmed dejavnosti, ki je v 10-letni dela našega še nismo imeli, tako da je res dobrodošlo in upamo, da bomo še kdaj deležni taki časti. Drugi del dobrodelne prireditve Staro in mlado za prijatelje in dobrodelnost se je naslednji dan odvijal v Ljubljani. Tudi tukaj so udeleženci poskušali mlada vina iz kleti Ormoža in Ljutomera ter z nakupom arhivskih vin na licitaciji sodelovali v dobrodelni akciji, katere izkupiček so namenili Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Soča za rehabilitacijske programe ponesrečencev v prometnih nesrečah. Minulo soboto je Športno-rekreacijsko društvo Godeninci pripravilo že 6. igre brez meja. Letos je v igrah sodelovalo 6 ekip. Igre brez meja v Godenincih so še ena priložnost za druženje krajanov. Igre in tekmovanja v različnih spretnostih pa le popestritev že itak veselega popoldneva. No, letos so to že 6. tradicionalne igre brez meja, ki jih prirejamo seveda z veseljem. Tako se je v teku popoldneva zvrstilo 6 iger, ki so tako udeležencem tekmovanja kot gledalcem prinesle veliko veselja. V igrah je sodelovalo kar 6 ekip. Kvinta iz Šalovcev, Črna vdova iz Žvaba, Športno-rekreacijsko društvo Godeninci, Športno društvo Straže iz Mislinje, Udruga mladih iz Stanetinca in Turistično društvo Runeč. Najbolje so se odrezali člani Športnega društva Straže, pred drugouvrščenimi Črnimi vdovami in tretjeuvrščeno ekipo Udruga mladih iz Stanetinca na Hrvaškem. Letos so tako organizatorji poskrbeli za goste in medse povabili tekmovalce iz Hrvaške in Mislinje. Naša občina Mislinja se je pobratila z občine Godenince oziroma Središče ob Dravi. Teraz smo navezali stike z športnim društvi, z lovskimi, kaj so turistično društvo. Z vsemi temi društvi smo zdaj pobrateni in smo se mi tudi udeležili teh danes iger, ker so bili naši gostje, oziroma ko so nas povabili, so bili tudi 10 dni nazaj tudi naši gostje in smo tudi se mi udeležili tega srečanja. Ja, prvi put smo se odazvali pozive, prišli smo ne zaradi nagrade, zaradi druženja. Hočemo, da se združimo slovenskej. Imate pri vas tudi kakšne takšne podobne igre? Ja, mi tudi imamo. Tjere dni, 25. imamo nogomet na vode. To smo tudi prvikrat videli tu v Sloveniji, v središče in mi smo zdaj to organizirali. Tudi pričakujemo slovenske ekipe pri nas. Verjeti je, da bodo nadaljnja sodelovanja tudi v športnem oziroma družabnem smislu prijetna. Posebno atrakcijo na igrah pa so predstavljali člani kluba Johan Janez Puh iz Ljutomera, ki so na ogled pripeljali nekaj starodobnih vozil. Ja, bili smo povabljeni od strani enega mojega kolega, prijatelja, dobrega. Danes nisem prvič tu, z veseljem smo sprejeli to povabilo. Fajn, lep kraj, dobri ljudje, zato radi pridemo. Danes se opravičujemo, smo malo v manjšem obsegu. Naši člani grejo po tekmovanjih raznih in srečanjih. Sobota v nedeljo za nas oldtimere zelo naporno, zato se udeležujemo več takih srečanj in se probamo porazdeliti. Se pravi, malo tu, malo tam. Med starodobniki, ki so jih na ogled v Godenince pripeljali člani kluba Johan Janez Puh iz Ljutomera, so najbolj navdušili trikolesniki iz 2. svetovne vojne. Obiskovalci so se starodobniki lahko tudi popeljali naokoli, kar je mnogim pomenilo poseben izziv. Sicer pa je nadaljevanje popoldneva minilo v prijetnem druženju z veliko dobre volje, pa seveda načrtovanju naslednje prireditve. To bo kolesarjenje po Vinskih gričih.
so nam povedali v društvu. Minulo soboto je v Ormožu potekalo 16. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja. Letos so se tekmovanja udeležile 4 godbe. Tekmovanje se je kot vsa leta nazaj začelo s predstavitvijo godb na Kerenčičevem trgu. Letos so se tekmovanja udeležile 4 godbe. Pihalni orkester Ormož pod vodstvom Slavka Petka, kulturno društvo Pihalni orkester Tolmin pod vodstvom Stojana Milinkoviča, kulturno društvo Pihalni orkester Koper pod vodstvom Darija Povege in kulturno društvo Laška pihalna godba pod vodstvom Gašperja Salobirja. Tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja je letos potekalo 16. kar je dovolj dolga doba, da se je izoblikovalo tradicionalno. Cilj, ki ga organizatorji občina Ormož, glasbena šola Ormož in javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož želijo doseči, je dvig kakovosti izvajanja zabavnega programa, združitev različnih prireditev in možnost pridobitve dodatne publike ter udeležencev. Po rezultatih zadnjih tekmovanj organizatorji ugotavljajo, da je skozi leta bil cilj uresničen. Godbe so v tem času dvignile kvaliteto izvajanja zabavnejšega programa. Kakšen pokal, nagrada pa je lahko le vzpodbuda za nadaljne delo. Godbe se potegujejo za pokal Vinka Štruclja, rojenega leta 1933 v okolici Ormoža, ki mu je glasba pomenila življenje. Bil je dirigent in predvsem skladatelj. Njegova zapuščina namreč obsega več kot 500 izvirnih del in priredb, ter še okoli 500 viž za narodno-zabavne ansamble. Glede na njegov bogat prispevek slovenski glasbi in dejstvo, da je bil domačin, pa je seveda samoumevno, da se pokal na tekmovanju v Ormožu imenuje po njem. Letos sta pokal Vinka Štruclja osvojila Pihalni orkester Ormož v konkurenci do 40 godbenikov in Laška pihalna godba z več kot 40 godbami. Pred pregledom športnih dogodkov pa še povabilo na ormoški bazen, ki je v teh dneh na široko odprl svoja vrata. Letni čas je takšen in temperature dovolj visoke, da bi se bilo še najboljše odpraviti na osvežilno kopanje na ormoško letno kopališče. V času našega obiska je voda imela 24 stopinj Celzija, primerna torej za poletno osvežitev. Cena vstopnic je zmerna. Za odrasle za 2 ure €1,95, do 4 ure €3,05, za dnevno stopnico 4 evre, mesečno 64,65 €. Imamo popuste za upokojence, invalide, študente in otroke od 6. do 15. leta starosti. Kakšni so vtisi prvih teh nekaj dni? Koliko je obiskovalcev? Ja, obiskovalcev je vedno več, glede na vreme, glede na vročino pričakujemo danes še posebej veliko ljudi, pa jutri. Potem pa bomo videli, kakšno bo stanje. Lansko leto je glede na vremenske pogoje ormoško letno kopališče bilo odprto 54 dni. V tem času pa ga je skupaj obiskalo blizu 12 tisoč kopalcev. V petkih, sobotah in nedeljah se tudi letos morda lahko med 20. in 22. uro odpravite na nočno kopanje. Iz statistike pa morda še to, da je ormoško letno kopališče v zadnjih 5 letih bilo najboljše obiskano v letu 2007, ko ga je obiskalo skoraj 14 tisoč osvežitve željnih občanov. Sledi še pregled športnih dogodkov. V ospredje postavljamo Simona Veldina, ki je na minulem tekmovanju postal evropski prvak v triatlonu moči. Med drugim smo obiskali tudi mlade nogometaše Ormoža in mlade rokometaše Ormoža ter Gorišnice. Ostanite z nami. Lep pozdrav še športnega dela Utripa. Uvod v zanimivo športno oddajo bomo pričeli z vedno bolj popularnim športom, triatlonom moči, kjer se je z minulega evropskega prvenstva na Madžarskem z naslovom evropskega prvaka vrnil Simon Veldin. Evropskega prvenstva v Egerju, ki je potekalo od 12. do 19. junija, se je udeležilo 5 Slovencev, ki so dostojno zastopali barve naše države. Triatlon moči oziroma powerlifting je relativno nova športna disciplina in je šport moči, pri katerem je cilj dvigniti največjo možno težo z enim samim dvigom. Triatlon moči sestavljajo 3 panoge. Prva disciplina je počep, potem je bench, to je dvig uteži z prs in pa mrtvi dvig. In kaj vas je navdušilo za to vrstno rekreacijo? Začel sem obiskovati fitness v središču Drave in to disciplino mi je predstavil Boris Novak, takratni tekmovalec v powerliftingu.
je videl, da dobro treniram in me je rekel, da mi je razložil, kaj je to powerlifting in me s tem tudi navdušil. No in koliko časa je potrebnega, kako dolgo so potrebne razne vaje, treningi, da se človek potem kakšnih tekmovanj lahko udeleži? Ja, zdaj kako imaš zastavljene cilje, ne? Jaz sem takrat, ko sem se odločil, da bom začel v tem tekmoval, sem pogledal, kakvi so rezultati na državnem prvenstvu, pač na državnem nivoju in pa tudi na evropskem nivoju. Pol pa sem rekel, da sam sem si zadal normo, da če bom dosegel te rezultate, ko so na državnem prvenstvu, da grem tekmovati tudi na državno prvenstvo in sem to tudi dosegel, ne. No in koliko let je za vami treninga? Zelo malo, 2 leti. Ker sem postal takrat že, sem bil zelo uspešen na državnem prvenstvu in sem imel cilje tudi, da pol grem tudi naprej na evropsko in še naprej. Letos se mi je to uspelo uvrstiti, sem bil državni prvak in sem imel možnost tudi nastopa na evropskem prvenstvu. In kaj vas žene? Želja po boljših rezultatih. Vedno si zadam neke cilje na treningi, da premagam vedno večje kile in vedno se zastavljam nove in vedno više. Da bi rad prišel tudi med tiste res ta prava powerlifterja. Same treninge, ko se začnem s pripravom, je tam nekje 3 mesece do tekmovanja, si izračunam, kdaj točno začnem trenirati in takrat, ko začnem trenirati, treniram samo na moč. Treniram pa pač te 3 discipline, ko so in pa tudi pol razne vaje za toliko, da se zmigam in pa ogrejem, ne. 28-letni Simon je evropski prvak postal v kategoriji powerlifting, Open od 24 do 40 let v kategoriji do 82 kg in pol brez opreme. Poleg evropskega naslova je Simon v mrtvem dvigu in totalu postavil nova svetovna rekorda. V mrtvem dvigu je dvignil 260 kg, v totalu oziroma skupnem seštevku vseh 3 panog pa je dvignil kar 607,5 kg. Tekmovanje je potekalo na Madžarskem v kraju Eger, to je 150 km tam od Budimpešte proti Slovaške. Rezultati, ki sem dosegal, so bili, počep je bil 215 kg, potem bench press 132 kg po pol in pa mrtvi dvig je bil, sem postavil tudi novi svetovni rekord 260 kg. In pa tudi imam svetovni rekord zdaj trenutno v totalu, ne. To je bil 607,5 kg. Mladi Obrežanec se lahko pohvali tudi z naslovom državnega prvaka, katerega je osvojil meseca marca v Tržiču. Tam je podrl 3 državne rekorde v počepu, mrtvem dvigu in totalu. V tem letu je pred nadarjenim Obrežancem v mesecu avgustu še tekma v Virovitici na Hrvaškem. Nadaljujemo z nogometom. Nogometni klub Ormož je v športnem parku Mestna Graba po deževnem vremenu gostil prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v kadetsko in mladinsko drugo slovensko nogometno ligo Vzhod. Gostitelji so si nastop v kvalifikacijah priborili kot kadetski prvaki Medobčinske nogometne zveze Ptuj, nogometaše Malečnika pa kot mladinski prvaki Medobčinske nogometne zveze Maribor. Kadeti Ormoža so v Ptujski ligi med 8 klubi osvojili prvo mesto z osvojenimi 36 točkami. Zbrali so 12 zmag in doživeli 2 poraza. Gol razlika kadetov Ormoža je bila fantastična, 108 doseženih in le 17 prejetih zadetkov. Za kadete Ormoža so v letošnji sezoni nastopali Andrej Kuharič, David Janežič, Matjaž Hriberšek, David Verbančič, Domen Škuliber, Damjan Perger, Miha Magdič, Denis Hebar, Boštjan Ivanoša, Patrik Javševec, Klemen Zlatnik, Alen Žinko, Tadej Žinko, David Kralj, Simon Petovar, Denis Znuk, Miha Podplatnik, Rok Babič in trener Robert Javševec. Tekma kadetov se je končala brez zadetkov. Najbližje zadetku pa so Ormožani bili v prvem polčasu po prostem strelu Mihe Magdiča, kjer je okvir vrat preprečil veselje domačim nogometašem. Tudi gostje so zatresli okvir vrat. Ob tej najlepši priložnosti kadetov Malečnika je odlično reagiral domači vratar Andrej Kuharič. Precej bolj je bila zanimiva tekma mladincev, ki se je prav tako končala z remijem 2-2. Oba zadetka je za Ormožane dosegel Aleš Leben, vodilnega v 9. in izenačujočega v 84. minuti. Za mladince, ki so v Medobčinski nogometni zvezi Ptuj osvojili drugo mesto, so pod vodstvom trenerja Bojana Novaka nastopili Nec Kocjan, Jernej Rotar, Matic Panič, Rok Lah, Jaka Kolarič, Blaž Podgorelec, Nino Kuhar, Uroš Krajnc, Aleš Leben,
Teo Vrabel, David Ivanuša, Alen Žinko, Tadej Žinko in Simon Petovar. Po obeh remijih sta obe ekipi pred povratnima tekmama še v igri za napredovanje v višji rang tekmovanja. Povratni tekmi sta bili odigrani v sredo 22. junija v Malečniku. V sredo 22. junija sta v Malečniku potekali povratni kvalifikacijski tekmi med kadeti ter mladinci Malečnika in Ormoža. V Ormožu so se ekipe razšle z neodločenim izidom, kadeti 0:0 in mladinci 2:2. Tokrat so strelci bili še bolj razpoloženi. S končnim izidom 9:6 štel je seštevek vseh 4 tekem, pa so si napredovanje v drugo slovensko nogometno ligo Usod zagotovili Ormožani. Tudi tokrat so kadeti remizirali z izidom 2:2. Za Ormož sta zadela Patrik Žganec v 15. in David Janežič v 83. minuti. Mladincem Ormoža pa je uspelo nadoknaditi zaostanek z 0:2 in ga spreobrniti v zmago s 5:2. S 3 zadetki v mrežu Malečnika je blestel Aleš Leben, zadela sta tudi Uroš Krajnc in Blaž Podgorelec. Tako se je mladim Ormožanom končno po dolgih letih uspelo vrniti v drugoligaško karavano. Sledi rokometni blok. Rokometno društvo Moškanjci Gorišnica je znova odlično organiziralo mednarodni turnir pod imenom Prihodnost rokometa. Nastopilo je več kot 100 mladih rokometašev iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Ko smo to lanskega leta prvič organizirali, smo nekako prišli do zaključka, da prihodnost rokometa nadenemo ime temu turnirju zato, ker bi želeli, da se na tem majhnem prostoru, se pravi Ormož, Velika Nedelja, Gorišnica in Ptuj, začne z temi in takšnimi koraki malo večje in lepše sodelovanje med klube, kajti le tako bomo lahko zagotavljali en dober rokomet v tem prostoru. Moram reči, da glede na sestanke, ki smo imeli pred turnirjem, pa danes, da so res, moram pohvaliti starše tudi teh 94-letnikov, da so pomagali pri organizaciji, kako tudi vodstvo klubov. Tako da mislim, da res bomo še mi marsikam povabljeni na račun tega. In prav je tako, da se ekipe tudi v prihodnosti čim več družijo in spoznavajo. Barve Avstrije v Gorišnici so zastopali rokometaši iz Zgornje Štajerske, barve Hrvaške Trsat iz Reke in barve Slovenije ekipe Maribora, Ptujske Drave, Velenjskega Gorenja, Trebanjskega Trima, Jeruzalema iz Ormoža in Gorišnice Moškanjcev. Pri letnikih 1994 je zmagal Dromana v Avstrijo, saj je slavila Zgornja Štajerska pred Mariborom, Gorišnico Jeruzalemom in Gorenjem. Mislim, da bi lahko dosegli več. V prvi in drugi tekmi nismo pokazali vsega, kar znamo. Mislim, da so ekipe ne bile tako težke, da ne bi mogli osvojiti magari prvega mesta. Kako si zadovoljen z lastno igro in pa igro svoje ekipe? V tretji tekmi sem pokazal recimo tisto, kar znam, ampak prvi dve tekma pa mi ni nekako šlo, niti šut z razdalje ni bil takšen, kot bi lahko bil, pa imam tudi nekakšne rahle probleme s koleni in pač ne gre včasih. Z Razpletom sem zadovoljen, ker smo imeli kar naporno sezono, tako da je tretje mesto kar zadovoljivo. Katera ekipa je pokazala največ? Mislim, da avstrijska ekipa. Kako si zadovoljen s lastno igro in pa igro svoje ekipe? Svojo ekipo sem zadovoljen, ker res smo imeli naporno sezono, tako da sem zadovoljen. Verjetno smo bolj več pričakovali, ampak dobro vedeli pa smo tudi, da bomo dali šanso igrati vsem igralcem. Tako da, dobro, lahko bi bilo boljše. Mogoče se pozna malo utrujenost igralcev, vseeno smo trenirali še vedno. Ampak dobro, tudi to je to, ne smemo zdaj tu biti malenkostni. Pač je bilo malo slabše določene tekme, ki bi lahko bile boljše. Kako bi ocenil nasploh letošnjo sezono te ekipe letnikov 94-95? Moj plan je nekaj tak bil 3 leta, v 3 letih z te ekipe narediti nekaj, da bomo dobili mogoče 2-3 dobre igralce ven. In jaz pravim, da ta prvo leto je bilo najtežje. Dejansko so se igralci navajali na treniranje, 4krat na teden, ni mačje kašelj in se ne prav poznalo, da smo
da smo 4krat na teden trenirali in so bili dejansko čez celo sezono igralci utrujeni in ni bilo tistega, da bi se regenerirali. Ne. Drugače pa moram reči, da prizadevnost delo igralcev na treningih je za mene bila nad mojimi pričakovanji. In jaz računam, da bo v naslednji 2 sezoni, če ostanemo tako, kot sedaj skupaj, da bo nekaj definitivno se mora pokazati dobrega iz tega. V naslednjem letu tudi ta generacija, ker če gledamo iz karakternega vidika, so zelo pozitivni fantje in upam tudi na dobro uvrstitev v naslednjem letu. Za Gorišnico Jeruzalem so nastopali Grega Ivanuša, Igor Ramfel, Matic Šulek, Primož Zemljič, Matic Geč, Damir Mavrič, Tilen Bezjak, Lino Kirič, Tomas Bedrač, Sandi Plohl, Denis Hrupič, Matic Leben, Martin Vrbančič, Luka Horvat in trenerja Darko Žnidarič ter Alči Šulek. Tudi pri letnikih 1997 je zmaga odpotovala v tujino, natančneje na Hrvaško k starim prijateljem iz Reškega Trsata. Ja, sem kar zadovoljen, igra je bila solidna, večina igralcev je igrala, mislim, da samo eden ni. Tisti, ki pa so odigrali kar po svoje najboljše moči. V velikem finalu ste danes doživeli poraz proti Trsatu, moramo čestitati zelo dobri ekipi Trsata. Ja, res so izjemna ekipa, to so pokazali že lani na Eurofestu, ko so nas tudi v finalu premagali. Prav tako tudi tesno, tako kot danes. Res so ena najboljših ekip, ampak tudi mi smo dobri, seveda, smo državni prvaki. Ja, vres, lahko je bilo boljše, ne, samo kaj ćemo. In kdo vas je premagal? Trsat Rijeka. To je bilo finale pred finalom, kako si zadovoljen z igro, lastno igro in pa z igro svoje ekipe? Ja, z lastno igro sem kar zadovoljen, samo lahko je bilo boljše malo. Letos ste postali državni prvaki, kako ocenjuješ to uvrstitev? Ja, mislim, da smo se popolno zaslužili naslov državnega prvaka. Za Jeruzalem Gorišnico so nastopali Uroš Mendaš, Jurče Korpič-Lesjak, Marko Kralj, Matic Štumberger, Gašper Vesenjak, Matic Topolovec, David Bezjak, Aljaž Tement, Vit Lukman, Nejc Šandor, Blaž Geč, Boštjan Žižek-Cvetko, Tilen Kosi, Miha Kavčič, Dominik Ozmec, Tomi Sok in trenerja Uroš Krstič ter Franc Šandor. Sodniško nalogo so na turnirju vzorno opravili Manja Ozmec, Anton Lah, Tadej Sok, Igor Ivančič in Dejan Ivančič. Mladi rokometaši Jeruzalema Ormoža in Gorišnice se bodo od 2. do 7. julija udeležili mednarodnega turnirja Eurofest v Izoli in tako nadaljevali večletno sodelovanje. Zadovoljstvo in veselje, če lahko ljudje oziroma otroci, ki bi morda v starejših kategorijah ob samostojnem nastopu poniknili, pridejo do prvaka države Slovenije. To je veliko zadovoljstvo za nas v klubu, pa mislim, da tudi na ormoški strani veliko zadovoljstvo otrok pa staršev. In upam, da bo takšno sodelovanje rodilo tudi še večje sodelovanje in da bomo razširili to sodelovanje tudi na ostala 2 kluba, ki se zdaj nekako malo bolj gledata na postrani ali pa ob strani stojita. Tudi v prihodnje boste ekipi Jeruzalema Ormoža in Gorišnice s skupnimi močmi pri mlajših selekcijah sodelovali ter nastopali v državnih tekmovanjih. Med rokometnimi dogodki se je zgodil tudi sprejem mladih rokometašev Jeruzalema pri županu občine Ormož Alojzu Soku, ki je potekal v prostorih Ormoškega gradu. Za kulturni program je poskrbel Dominik Ozmec, sicer odličen rokometaš in harmonikaš. Mlajše selekcije Jeruzalema so po trdem delu skozi celo leto v mesecu aprilu in maju žela uspeh za uspehom. Združena ekipa Jeruzalema in Gorišnice je pri letniki 1997 v Trebnjem postala državni prvak. Sam vrh so na finalu v Ormožu osvojili tudi letniki 1998. Letniki 1999 so v Novem mestu postali državni podprvaki, prav tako so državni podprvaki v Ljubljani v mini rokometu postali fantje letnika 2000.
Uspehi v tem letu in minulih letih Ormožane postavljajo v sam vrh rokometa v Sloveniji glede mlajših selekcij. Praktično smo v samem vrhu, recimo rokometaši Celja so tukaj pri vrhu, rokometaši Trima Trebnje, rokometaši Škofje Loke, potem rokometaši Koprskega Cimusa in pa mi. To je praktično zdaj v zadnjih letih 5 najuspešnejših ekip glede na naslove državnih prvakov in pa tudi posameznih uvrstitev drugih ekip, ki se recimo niso uvrstile v velika finala, ampak so tam od 5. pa do 8. mesta. Brez podpore staršev tudi rokometna šola ne bi bila tako uspešna. Brez staršev enostavno ne gre, stojijo nam ob strani, pomagajo nam pri prevozu, pri organizaciji tekem in tudi še pri čem ostalem, tudi pri iskanju sponzorjev, tako da bi ob tej priložnosti se tudi zahvalil staršem za podporo, kot je bila letos, pa tudi minula leta. Podpirate svojega rokometaša? Ja, seveda podpiramo, drugače ga ne bi vozili na treninge. No in recimo, zakaj vas to navdušuje, da bi postal rokometaš? Ja, boljše, da se ukvarja z rokometom kot s kakimi drugimi stvarmi. Je pa precej naporno, glede na to, da je iz Podgorc, tako da je 4-krat na teden kar naporno voziti, ampak če so rezultati, je tudi volja. In kako se vam zdi to sprejem pri županu, takšna ena mala čast? Ja, to je pohvale vredno, da se tudi družbena skupnost spomni na te začetnike v rokometu in s tem da tudi spodbudo za delo v bodoče. Atek, ste ponosni na svojega rokometaša? Seveda sem. No, zakaj? Kaj vas navdušuje? Veseli sem, da deli toliko pri računalniku, da se ukvarja z rokometom, pa da trenerji dosti žime delajo. Ste vi želeli biti tudi rokometaš včasih? Ja, samo smo predaleč od Ormoža stran bili doma, pa ni bilo te možnosti. No in kako se vam zdi to sprejem pri županu in takšna čast recimo? Lahko rečem, da je to ena lepa gesta od župana, da se, kako bi rekel, spomni na rokometaše mlade, pa jih malo počasti. Sprejema pri županu se je razveselilo 48 otrok s svojimi trenerji. Se ti zdi fajn to, da vas je župan sprejel tukaj? Ja. Zakaj pa? Zato, da smo lahko tu se spomnili trenutkov, ko smo zmagovali tekme. Si ti ponosen na to, da zmagujete, da ste državni prvak? Ja, zelo. Pa veliko treniraš in rad treniraš? Ja, zelo rad treniram. Kaj ti pomeni to, da vas je danes sprejel župan tukaj? To me pomeni veliko. No in kako dolgo že ti treniraš rokomet? 2 leta. Kako ti gre, kaj misliš? Dobro, še kar. In kaj igraš v vaši ekipi? Pivota, krožnega napadalca. Veliko treniraš? Ja. Kaj pa tebi pomeni to, da vas je danes župan sprejel tukaj? Ja, zato ga smo prvi bili, te nas je sprejel, za zahvalo. Te to veseli? Ja. Si ponosen? Ja. No in kaj, vstopnica za bazen ti bo prav prišla? Ja. Zakaj? Veseljako kopa. Kljub uspehom pa pri najmlajših nastajajo težave pri pridobivanju novih mladih rokometašev. Ja, interes je kar soliden, ampak moram povedati, da ne bomo govorili samo o pozitivnih stvareh, moram se tudi recimo malo pograjati, oziroma tudi moje sotrenerje. Letos smo nekoliko malo zapustili delo na raznih šolah, kar je tudi opazno pri udeležbi, recimo pri letnikih 2003 in pa mlajših, in v letošnji sezoni nam je cilj, da popravimo to napako in da spet tudi ostale selekcije pridno začnemo zbirati rokometne nadebudneže. Za ves trud in uspehe so ormoški rokometaši se strani občine Ormož za nagrado prejeli letno karto za obisk ormoškega bazena, kar je še posebej razveselilo mlade uspešne športnike. Trenutni dosežki in uspehi Jeruzalemčkov so plod dolgoletnega načrtnega dela, ki sega od sezone 2006-2007. Dosežki so dovolj zgovorni, pri vsem tem pa je pomembno, da se na trenutnih dosežkih ne zastane, pa čeprav vsako leto zagotovo ne bo tako uspešno kot v nekaj zadnjih. Prav gotovo pa ne smemo pozabiti, da po vseh rezultatih pomembnejšo vlogo igra druženje, prijateljstvo in vzgoja mladih v pozitivne osebnosti. Zaključili bomo s povabilom na ormoški ulični tek, ki bo že 8. zapovrstjo in ki tradicionalno poteka na predvečer Dneva državnosti. Lani so tekli udeleženci Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Nizozemske, Švice in celo Kenije.
V teku žensk na 4000 metrov je slavila Mađarka Zita Kačer. Pri moških na 4800 metrov je bil z rekordnim časom 13 minut 23 sekund najhitrejši Kenijec Filip Kipkorgat Jego. Stari rekord je držal slovenski reprezentant Boštjan Buč iz leta 2005. Atletski klub Ormož bo s prireditvijo, ki poteka na Kerenčevem trgu, pričel ob 21. uri, ko bo start družinskega in otroškega teka. Start ostalih tekov bo na sporedu ob 21. uri in 30 minut, ko se bodo na progo dolgo 4 km najprej podale ženske, nato pa bodo moški otekli 800 metrov več oziroma natančneje 4800 metrov. Konkurenca bo tudi letos mednarodna in izjemno močna, zato je vredna ogleda ter spodbujanja o progi. Toliko za danes. Vse dobro vam želimo do prihodnjega snidenja čez teden dni. Pa srečno!